Kaj je bil namen današnje prve mesne konference, ki je po odzivih sodeč prišla v pravem trenutku? Kot veste, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pokriva vse kmetijske in živilske sektorje, mednje spada tudi mesni sektor in zdelo se nam je prav, da kot izredno pomemben sektor v Sloveniji tudi ta predstavi svoje probleme, izkušnje, trende. Zato smo povabili predavatelje, ki pokrivajo vsa ta področja in mislim, da glede na odziv smo lahko zelo zadovoljni. Mesna panoga je izredno pomembna za Slovenijo, ne samo zaradi predelave, temveč tudi zaradi vpetosti v ta prostor v primarno proizvodnjo. In če bomo razrešili probleme, ki se nekako kopičijo v zadnjem času, v zadnjih letih, mislim, da bo to imelo dober multiplikativni učinek tudi na druge panoge. Kajti vemo, da je agroživilstvo eno od tistih, ki imajo resnično dober učinek na vse ostale panoge, na trgovino, na logistiko, na proizvodnjo materialov, tako da zato je pomembno gledati širše in odpravljati probleme takrat, ko je še mogoče. Danes ste dejali, da gre za eno najbolj turbulentnih panog. Mogoče bi malce povedali, zakaj, kje se trenutno nahaja in predvsem, kje je tisti pozitivni potencial za naprej. Ja, ko sem govoril o turbulentnosti, sem imel v mislih predvsem to, da se je struktura vseh členov v verigi zelo spremenila. Od kmetijstva primara, se pravi, ko govorimo o rejcih, prašiču ali pa govedi za klanje, živilsko-predelovalna industrija, zelo velike spremembe isto v strukturi, na trgovine ne nazadnje tudi. In to v takem kratkem obdobju, recimo enega desetletja, take velike spremembe seveda pomenijo zelo velike izzive za tiste, ki so v tej dejavnosti aktivni. Kaj pa za naprej? Se pravi, kar se je zgodilo, je to, da mi imamo zelo velik upad recimo aktivnosti v prašičereji. Prašičereja je v bistvu šla na raven tretjine obsega izpred desetletja. Tako da tukaj imamo upad ekonomske aktivnosti. Pri govedareji, kot rečeno, je zadeva stabilna, nimamo takega upada, vendar imamo pa zelo velik odliv žive živine, klavna živina se izvaža in s tem seveda spet nacionalno gospodarstvo izgublja. Kakšne so možnosti za razvoj, predvsem v tem, da začnemo korigirati konkurenčnost. Vsi členi v tej naši agroživilski verigi kmetijstvo tukaj izstopa, so v bistvu zelo odstopajo v smislu konkurenčnosti, ekonomske konkurenčnosti za primerjavo povprečja Evrope, da ne govorim z temi ključnimi konkurenti, ki v Slovenijo vstopajo. Tako da je ključna naloga celotnega sektorja usmeritev v izboljšanje konkurenčnosti, ki pa seveda lahko temelji na uvajanju sodobnih tehnologij, veliko znanja, veliko manjka tudi na vzpostavljanju nekih sodobnih organizacijskih modelov, upravljanja odnosov in tako naprej. Tako da izzivi so zelo veliki. Imamo pa tudi nekaj potencialov, definitivno je kakovostna raven izdelkov, tako reje, goveje živine, kot tudi pri prašičereji zelo visoka. Se pravi, problem je tem, da valorizacije te visoke kakovosti slovenski gospodarski sistem ne zmore. In to je seveda škoda, gospodarske aktivnosti treba spodbujati na vseh nivojih. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da se padanje branže ustavi, kako naj podjetja preživijo in predvsem, kaj lahko pričakujejo za naprej? Po mojem mnenju je največji izziv res taka trdna povezanost celotne agroživilske verige in tudi od primarne proizvodne, kmetijske proizvodne do potem zadrug, predelave živilskih podjetij in potem ne nazadnje trgovcev. Namreč, kar je pozitivno zaznati v zadnjem času, je izrazito večja naklonjenost slovenskih kupcev do slovenskih proizvodov in do proizvodov, ki so proizvedeni iz slovenskih surovin. Tako da kupec je pripravljen, velik delež kupcev je pripravljen tudi odšteti več, zato ker je za proizvode večje kakovosti in po mojem mnenju, glede na to našo razdrobljenost primarne proizvodnje in tudi na težke pridelovalne pogoje, ki so za kmetijstvo v Sloveniji, je svojo tržno priložnost in konkurenčnost prej mogoče najti v proizvodih z višjo dodano vrednostjo in znano surovino, kot pa v nekih generičnih proizvodih nizkocenovnega razreda. Gospod Višnar, če se ozremo na današnjo okroglo mizo, obstaja po vašem mnenju v Sloveniji zvesti potrošnik, je zvest poreklu, blagovni znamki, proizvajalcu ali trgovini? Ja. Zvest potrošnji na vsak način obstaja, hvala Bogu. Ker če ga ne bi bilo, potem bi bili mi v bistveno večjih težavah, ker smo že tako so težave
spodobne, ne? Ampak bi bile pa še bistveno večje. Jaz mislim, da Slovenci verjamejo v to, da je slovenska tisto, kar je predelano v Sloveniji dobro, da se imamo pošten odnos do proizvodnje in do njih, ne? In da v bistvu to pač skušamo tudi narediti za čim nižjo ceno. Ne? Dejstvo pa je, da bremena, ki si jih nalagamo ali pa ki nam jih nalagajo, v bistvu so pač takšna, da preprosto ne zmoremo tega narediti cenejš, kakor pa naredijo kakšni v tujini, ki se napajajo z drugih trgov. Problem je to, da mi smo za Slovenijo za nas domicilni trg, vse praktično prodamo v Sloveniji, ne? In pač ne moramo pa konkurirati nekom, ki doma prodaja pod bistveno boljšimi pogoji in v Slovenijo pač samo viške pripelje, ne? Te lahko dati cenejš, ne? Mi bi mogli pa vse cenejši in zaradi tega pač ne moramo preživeti. Slišimo, da nekatere trgovine prodajajo oziroma vabijo kupce z nizkimi cenami mesa. Je tu razlika z Evropo, kjer se včasih zdi, da ima pri njih meso večjo vrednost? Ja, gledajte, meso je pripravljen artikel, ki se pač je hitro pokvarljivo blago, ne? Vsake 3 dni ga je treba zamenjati, ne? In zato pač kupci pogosteje prehajajo v trgovine. Trgovci so to zaznali in pač ga izkoriščajo zato, da pač čim večkrat privabijo kupca, ki potem ob tem še kaj drugega zraven kupa, ne? In to je naša nesreča, da pač zaradi te hitre dinamike, ne, pač je meso ratalo v bistvu vaba za kupca in zato mora biti poceni. In tekmujejo na tem, kaj bo cenejše. Pod črto, kaj so zaključki današnje konference? Seveda nas čaka kup konkretnih aktivnosti ali pa nadaljevanje le-teh, kajti marsikatera od teh se je že začela, tako kot je bilo omenjeno na koncu mastne bilance in sledljivost mesa do računa, potem vpetost v promocijo, vpetost v pripravo takšnih ukrepov, ki bodo imeli učinke na kmetijski del, se pravi na živinorejo in na seveda živilsko industrijo.